Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. O praznini, ki poraja občutek nesmisla, odtujenosti, nepomembnosti, nepotrebnosti in povzroča tudi nekakšno izgubo življenjskega smisla, bomo govorili tokrat. Zakaj se vedno več ljudi znajde v tovrstnih situacijah? Zakaj se občutek bivanjske praznine, kot jo imenuje moj sogovornik, pojavlja že pri otrocih? Kaj oziroma kdo bi lahko rekli, da krade oziroma ugrablja ta občutek izpolnjenosti, živosti, veselja, smiselnosti? O tem bomo tokrat govorili z izrednim profesorjem z področja psihologije, dr. Sebastianom Kristovičem. Naj povem, da bo moj tokratni sogovornik tudi gost Večera uživo, in sicer 3. junija ob 18. v Narodnem domu v Mariboru. Bodite z nami, ne bo vam žal, to vam zagotavljamo, zato vas vstopnice že čakajo na Eventimu. Dobrodošel, dr. Sebastian Kristovič, zdravo. Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi vsem vam. Po dolgem času se zopet takole vidiva v podcastu, kmalu tudi na dogodku, mi se ga že veselimo. Kako ste, kaj delate, kaj ustvarjate? Pravite, da je bilo ves čas te 2 leti, ko se nismo družili, pri vas zelo aktivno, delovno, ne? Ja, tudi jaz se zelo veselim tega srečanja, ponovno v živo. Kaj delam? Raziskovanja, predavanja, seminarji, delo s študenti, vse druge zadeve. V COVID času se je za mene, za nas kot visokošolsko institucijo, za mene kot profesorja, raziskovalca pravzaprav nič ni spremenilo, torej pogumno, veselo delamo naprej. Drugače sem dobro, sinoči sem se nekoliko predolgo v noč ukvarjal z Rodionom Romanovičem Razkolnikovom, tako da mi danes malo manjka kakšna minutka spanca več. Sem se pa v teh dnevih zelo razveselil sončnih žarkov, sem namreč zaljubljen v vožnjo z motorjem in komaj čakam na prve resne kilometre. Ja, krasno. Ste tak zaprisežen motorist, ne? In potujete. Ja, meni to polni dušo. Ja. Motor je zelo fajn, vozim se tako lepo umirjeno po predpisih, fajn je, da ni telefonov, ni klicev, ni glasbe in meni to res tako napolni dušo. Vidiš naravo, ne samo da vidiš, ampak si del narave, vonjaš, če je kje kakšen gozd, vonjaš, če so kje kakšne kravice. Skratka, za mene, za moje srce je nekaj posebnega in v tem res uživam. In to je taki tisti skrivni malo odklop, da se človek malo notranje napolni z lepimi vsebinami. Če ima človek taka doživetja, zagotovo ne more govoriti, o čemer bomo midva danes govorila, o bivanjski praznini, ki bo tudi tema vašega raziskovalnega dela, profesionalnega oziroma akademskega, in bo tudi tema našega druženja na Večeru uživo, ne? Tako. Se pravi, bivanjska praznina. To v bistvu nek občutek odtujenosti, nesmisla. Smo bili navajeni običajno pri starostnikih, nas je skrbelo za dedke, babice, ki nekako po naravni poti v starostnem obdobju nekako izgubljajo nek občutek oziroma ta sok življenja, ne, in to veselje. Zaskrbljujoče pa je, kot tudi vi pravljate in ugotavljate, da ta smisel oziroma da se občutek te bivanjske praznine naseljuje tudi med otroke. Zakaj? Kaj se dogaja, dr. Kristovič? Ja, v zadnjih desetletjih praktično smo priče tovrstnim pojavom, ki ste jih opisali, ki jih prej dejansko nikoli ni bilo. V zadnjih desetletjih se pa to nekako intenzivira, kar je po svoje nek paradoks ali pa vsaj zelo zanimivo, ker če pogledamo sodobno družbo, razviti svet, kot rečemo, razvita civilizacija, v narekovajih dam, zato ker vprašanje, ali to je razvitost ali ne, ampak dejstvo je, da še nikoli v zgodovini človeštva razvitemu svetu nam ni šlo tako dobro, kot nam gre danes. Še nikoli nismo živeli v takšnem blagostanju, kot živimo danes. Po drugi strani pa
še nikoli do sedaj ni bilo tovrstnih občutij, tovrstnih doživetij, od anksioznosti, depresij, ostalih duševnih stisk, obolenj, koliko je zasvojenosti, kemičnih, nekemičnih, agresij, depresij, anoreksij, bulimije, samopoškodovanje in še bi lahko naštevali. In to ne samo, torej dejansko gre za vse generacije, tako za mlajše, ponekod celo otroke, mladostnike in tudi starejše. Recimo, vsako leto gredo milijoni in milijoni evrov za pomirjevala in antidepresive. Kaj se dogaja? A ni to čudno? Se spomnim, da je bila v Sloveniji, v Sloveniji je bila ena gospa iz Darfurja in ko so ji pokazali Slovenijo, naše lepote, Bled, Bohinj, Primorsko, Prekmurje in tako naprej, je bila v šoku, vzhičena, je rekla, vi živite v nebesih. Je rekla, kaj takega, to sem jaz samo po kakšnih fotografijah, ki je videla. Se veste, v Darfurju, kako umirajo, ker nimajo vode, ker nimajo zdravil in tako dalje. Je bila čisto vzhičena, čisti sebe, res kot nebesa. Čez dan ali 2 dni je pa izvedela, koliko je pri nas samomorov. Takrat je pa bila še bolj šokirana. In je tam vprašala, mene ni bilo zraven, je vprašala, pa zakaj se vi ubijate? Zdaj, kaj bi rekli? Kako razložiti nekomu, ki prihaja iz drugega sveta, kjer je res umirajo zaradi bolezni, ampak tam ni Indija, Afrika in tako dalje, ampak tam ni samomorov, tam ljudje hočejo živeti in si polni življenja in polni strasti in imajo nasmejane oči in se čuti tega, ta njihov, vi ste rekli, sok življenja, torej hočejo živeti, imajo to strast do življenja, vidijo in vejo, zakaj živeti in imajo nek smisel. Nimajo pa teh materialnih stvari, ki jih imamo mi danes. Torej, tu se kaže neki paradoks, neke posebnosti. Zdaj, en krivec so gotovo, ste vprašali, kje so vzroki, en krivec so gotovo zasloni. Mi imamo, se niti ne zavedamo, ampak mi imamo zasvojene celotne generacije otrok in mladostnikov. V svetu se govori, tudi sam veliko raziskujem to področje, o digitalnem kokainu in digitalnem heroinu, ker imajo zasloni na možgane približno enak vpliv kot trde droge. In kljub temu, kljub vsem tem škodljivim posledicam, jaz že vrsto let predavam po šolah in vrtcih na to temo, jih kar prepuščamo ure in ure tem zaslonom. Staršem se in jim puščajo tablice, telefone v sobah, samo če se dotaknemo, koliko je pornografije. 11-12-letniki, 11-12-letnice, tudi 9-letniki, letnice gledajo ure in ure pornografske vsebine, staršem se sanja ne. In ko jih naučimo, kako pogledajo zgodovino, vam povem, očetje, mame 3 mesece ne pridejo k sebi. Naloga staršev je odraslih, da otroke obvarujemo teh vsebin, ker jim, jaz pravim, jim prekurijo možgane. In to obdobje še je posebej pomembno, ker se vzpostavlja odnos do sveta, do življenja, do nasprotnega spola in še bi lahko naštevali. Skratka, kažejo vse raziskave znanstvene, kažejo na tesno in neposredno zvezo, v znanosti govorimo o korelacijah, med uporabo zaslonov in družbenimi omrežji ter duševnimi stiskami in boleznimi. Kot so recimo anksioznost, depresija, koliko je recimo samopoškodovanja. 40-50% mladostnikov, mladostnic se reže, se zbada, režejo se po notranjih stranih stegen in tako naprej, da starši tega ne vidijo. A ni to čudno? Jaz pravim, da bi morali v državi vklopiti vse sirene in vse alarme in se vprašati, kaj gre narobe, ker nekaj očitno gre narobe. Jaz, ko sem bil mladostnik, pa to ni v času Ivana Cankarja, ampak se tega ni bilo. Bulimija, anoreksije, zbadanja, rezanja in vsega tega, to so povsem praktično novi pojavi. Koliko je agresivnosti po spletu, na fizični ravni, apatije, melanholije, neke življenjske pasivnosti, neke naveličanosti. Že majhni otroci rečejo, meni je to brez veze, meni je dolg čas. Koliko je te neke življenjske utrujenosti, zmanjšanje kognitivne razumske sposobnosti, izredno nizka samopodoba, samozavest, koliko je motenj hranjenja, motenj spanja.
kemične, nekemične zasvojenosti. Potem recimo empatija, neempatičnost. Empatije se ti ne moreš naučiti tako, da drsaš po zaslonu, ampak empatije se naučiš v interakciji, v živem odnosu, pomanjkanje nekega življenjskega smisla, da ne govorimo sploh o samomorih. Pomanjkanje libida. To je eno tako področje, ki ga nihče ne upa sploh nagovoriti. To se že v teh srednjih generacijah opaža. K zdravniku hodijo mamice s svojimi 15-16-letnimi sinovi, da imajo težave z erekcijo, da ne govorimo. To je spet ena posebna tematika, ampak to so dejansko neki novodobni, sodobni pojavi, ki bi morala stroka in tudi širša javnost, starši v prvi vrsti in vzgojno-izobraževalni sistem kot takšen nameniti resno poglobljeno pozornost. Med manjšimi otroci recimo pa se, koliko je tega ADHD-ja, torej motnje pozornosti, hiperaktivnosti, koliko je trme, neupoštevanja vzgojnih avtoritet, govornih težav, logopedov manjka, logopedi imajo vrste, se čaka leto in pol in še več. Koliko je recimo otroškega diabetesa, debelosti, alergij, astme, tega včasih sploh ni bilo. Je en del tudi v prehrani, ampak glavni vzrok vendarle tiči tukaj. Nesamostojnost, neodgovornost, zmanjšanje koordinacijske telesne sposobnosti. Sam sem delal v življenju z več tisočimi otroki in vsako leto organiziram, vodim ustvarjalno doživljajski tabor in iz leta v leto vidim, kako otrokom upadajo koordinacijske fizične sposobnosti. Recimo eni preprosti zajčji žabi poskoki. Jaz, ko sem bil v osnovni šoli, recimo, sem delal premete nazaj in salte naprej na travi, ne na blazinah. Jaz vem, kje smo mi se počeli, kje smo plezali. Danes izredno delikatno področje. Koliko je te nervoznosti, nestrpnosti, da otroci ne znajo se usesti in v miru počakati. Mnoge raziskave tudi kažejo, da so ti simptomi enaki motnjam avtističnega spektra. Skratka, zasloni pravzaprav ubijajo otrokovo strast in otrokovo kreativnost. Uničujejo tisto njihovo vedoželjnost, razposajenost. Popačijo pravzaprav ta občutek za lepo, razkrajajo občutek za to, da so nekaj posebnega, da so nenadomestljivega, da je vsak človek je nekaj posebnega, neponovljivega. In so iz tega vidika bi lahko rekli, da so zasloni pravzaprav mlade odtujili ne samo od drugih, ampak tudi od samega sebe. Na seminarjih, na predavanjih velikokrat rečem, in v to sem iz dneva v dan bolj prepričan, da so zasloni največji kradljivci naših življenj in naših odnosov. Največji kradljivci naših življenj, naših odnosov. Drugo veliko področje pa se mi zdi ta permisivna vzgoja, kjer se je vse zreduciralo na zadovoljevanje vseh otrokovih potreb, želja. Starši so pravzaprav postali animatorji in 24-urna dežurna služba. Na predavanjih velikokrat vprašam starše, kaj bi naredili za svojega otroka, in rečejo vse. In ravno tukaj je tisti izvirni greh. Vse delamo ne samo za njih, ampak tudi namesto njih in smo jih na ta način oropali teh najdragocenejših življenjskih izkušenj, preko katerih bi jih opremili in pripravili za življenje, da bi se ga veselili in do njega doživljali neko strast in veselje. Obenem pa seveda tudi, da bi se zavedali, da morajo iz svojega življenja nekaj narediti, mu dati neko smiselno vsebino, zavihati rokave in od sebe nekaj dati. Tretji vzrok, pa če že govorimo o vzrokih, pa je v tem determinističnem in redukcionističnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Otrok, vemo, namreč ni samo kognitivno-razumsko bitje. Mi pa pravzaprav razvijamo samo racijo, samo razum. Pa še to nam najbolj ne gre. Otrok je tudi seveda ustvarjalno, čustveno, odnosno, empatično, socialno, duševno, tudi duhovno bitje in še bi lahko naštevali. Kje je recimo razvoj samostojnosti, odgovornosti, ustvarjalnosti, razvoj identitete, razvoj življenjskega smisla, empatija, vzgoja vesti, odnos do drugega, do življenja, do sveta, občutek za lepo. Prej smo omenjali Dostojevskega. Dostojevski pravi v romanu Idiot, da bo lepota rešila svet.
Zdaj, sam trenutno vodim en taki obširen in zelo pomemben 3-letni projekt, ki ga financira Javna agencija za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije, kjer delamo ravno to. Razvijamo smernice za celovit oziroma celosten holističen pristop v vzgojno-izobraževalnem procesu. Naše raziskave so, mogoče en košček, so na primer pokazale, da UNESCO smernice in smernice Evropske komisije mi v slovenskem prostoru pravzaprav sploh ne upoštevamo. Za nas jih ni. Mogoče malo nekje bolj na neki deklarativni ravni, a veste, da se odkljuka, ker je moderno govoriti o holističnem pristopu, pa trajnostni razvoj, toliko da nekje kljukice naredimo in to je to. Tako da, skratka, to so iz mojega vidika eno take 3 temeljna področja, na kateri nas čaka, ne bom rekel problemov, ker o problemih se danes več ne sme govoriti, ampak o izzivih, tako da tukaj so, mislim, da glavni izzivi za dobro, kakovostno, osmišljeno družbo in našo skupno prihodnost. Več rešitev oziroma namigov, kako te izzive, bom rekla, preseči oziroma rešiti, boste pa nanizali, kot sva rekla, na našem dogodku Večer v živo, 3. junija. Dr. Kristovič, se pravi, zasloni nam ugrabljajo otroke, sva ugotovila, ubijajo ta žar življenje v njih, ampak je pa tukaj prvo vprašanje, kaj jih potegne pred zaslone. Pravite, starši bi moramo nadzorovati oziroma skrbeti za to, da se to ne bi dogajalo, ampak kaj, ko smo starši oziroma so starši največkrat tudi sami prilepljeni ali pred zaslone, ali bežijo, ne vem, v nakupovalne centre, nekateri v duhovnost in se pravi, tudi to so neke vrste begi od nas samih in tudi zgled, ki ga dajemo otroku, in se ne smemo preveč čuditi. Starš se potem ne sme preveč čuditi, zakaj je otrok tak, sami smo isti. Ja, Podobni. seveda, vse se začne in vse se konča pri odraslih. Lahko bi rekli, enkrat sem bil na sprehodu z ženo, pa smo se nekaj pogovarjali, ker je žena psihoterapevtka, pa se pogovarjamo in je izgovorila en stavek, pa me je zelo zadev. In je rekla, ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos. Ko se vklopi zaslon, se izklopi odnos. Ja, jaz mislim, da največja problematika sodobnega človeka, sodobnega časa, a veste, danes pridemo na Mars, počasi se bomo začeli turizem, pa na Luno, pa tehnologija je taka, a vidite, po drugi strani pa se na barbarski način koljejo v Ukrajini. Kaj želim reči? Tehnologija je vrhunska, znanje ni da ni vse razvito, ampak medosebni odnosi, to pa je najbolj podhranjeno in razbolelo področje sodobnega človeka, sodobnega časa. Medosebni odnosi. Zato še pa nismo razvili aplikacije. In je nikoli ne bomo z vso umetno inteligenco. Tu pa nam ne steče. Ali so to odnosi, kot se najprej se začne po družini, s partnerjem, mož, žena, potem z otroci, ali je to kolektiv, sama veliko seminarjev za kolektive, vedno enako. Rak rana. Veliko krat dam izziv ali na seminarjih, ali v individualnih obravnavah, da rečem, dajte preveriti, če ste zasvojeni z zasloni, recimo s televizijo, se komu zdi smešno, kaj pa če biti s televizijo zasvojen, Pa rečem, dajte, to je isto kot pri alkoholu, ko žena reče, da mož ga preveč rada da na zob, mož seveda tega ne prizna, pa rečemo, dajte narediti test. Dajte 3 mesece niti kozarčka popiti. Zdaj, nekdo, ki nima težav z alkoholom, pač ne bo popil. Isto je pri televiziji. In rečem, dajte potegniti kabel od televizije za 3 mesece ven. Ampak to pomeni, da recimo sprejmete pravilo, da po 5 uri zvečer ali 6 uri ni nobenih tablic, telefonov, nič. Ne da zdaj gledaš serije pa Netflix na tablici, to je nesmiselno. In kje se pojavi težava, kaj povejo, da ni se težava, da ne bodo videli te vsebine, ampak težava je v tem, kaj bova mi dva zvečer počeli. Kakšno vsebino bova dala z ženo, ki zdaj pa mama 2-3 ure ali karkoli, pa tudi če je človek sam, sej pravzaprav gre za enako stvar. Kaj bom s tem časom naredil, kaj ga bom uporabil? Pravzaprav zasloni so postali tisto mašilo, kot sem že prej povedal, so pravzaprav kradljivci življenj in naših odnosov.
in so mašilo za tisto, kar bi moralo biti, pa ni. In glavni izziv staršev, ko govorimo o problematiki zaslonov, je to, ne samo, da jim prepovejo in da jim vzamejo, ampak kaj jim bodo dali tja namesto tega. Zdaj smo pa spet pri naših medosebnih odnosih. In ni, jaz sem proti temu, ko se govori kvalitetno preživeti skupaj čas. Ne kvalitetno, ker to je velikokrat ena taka tolažilna, si malo peremo vest. Zdaj meni, pa delam, pa meni doma, pol bom pa tiste pol ure pa res kvalitetno skupaj. Ne, kvantiteta je tudi pomembna. Pomeni biti čustveno na razpolago, da otrok, da partner čuti varnost, jaz sem tukaj. Mi smo pa vse zreducirali, da moramo nekaj delati, pa se starši pootročijo, pa so neki čudni animatorji, pa tako naprej. Ne. Otrok ob sebi rabi nekoga, ki je za njega vzor, avtoriteta in ideal. In nekoga, ki ga lahko spoštuje. Tako da pravzaprav smo mi tisti, ki smo prvi na potezi, ker sina vendarle bolj kot vse na svetu zanima, kakšen si ti kot oče, kot mama, kakšen si kot človek in ali sem lahko na tebe ponosen. Ker vsak otrok najbolj želi biti ponosen na svojega očeta, na svojo mamo. Torej pravzaprav spet govorimo o življenju, o vsebini življenja. Ker kjerkoli lahko goljufamo, v odnosih v življenju pa ne moremo. Tam se pa goljufati ne da. Tam so pa karte zelo hitro se odprejo. Pa še kar ostaneva pri odnosih. Ključni so. Vedno smo si želeli, vedno smo se do korone smo se vedno izgovarjali, v smislu, pa nimamo časa, tako ste vi pravili, tako ste vi zdaj omenili, pol ure sem raje kakovostno z otrokom in te izgovori, kot da bi bil tudi količinsko, več časa preživel z njim. Pa bi človek pričakoval, da potem, ko je prišla korona, več smo bili skupaj, da se bojo zadeve nekako izboljšale, pa se je zgodilo ravno nasprotno. Ja, pravzaprav je čisto logična posledica. Sam se spomnim, da ko se začela korona, sem ravno imel intervjuje in sem ravno opozoril ravno na ta področja, ker to nič ni čudnega, ker če pogledate, kdaj je največ družinskega nasilja, kdaj je največ duševnih stisk, duševnih bolezni, vsega tega, je to med vikendi oziroma med prazniki in v tem pomladnem času. Torej, pomladnem času, ker se začne narava prebujati, se tudi mi začnejo prebujati in tako naprej, in pa v času praznikov, vikendov. Zakaj? Ja, zato, ker takrat smo skupaj. Prej smo lahko tekali v fitnese, bili zasvojeni za zdravo prehrano, pa s fitnesi, pa z gibanjem, pa v gostilno, pa na kolo, pa služba, pa skratka več čas v tej neki, če rečem po domače, v neki hektiki, več časa je nekaj dogajalo. Zdaj se pa zgodi tako imenovana nedeljska nevroza. Kaj pa zdaj? A veste, in pol so pisali, kako je nevzdržno, kako je hudo, kako je težko. Jaz mislim, da tudi stroka ni to najboljše naslovila, ker vse vzroke se je iskalo v covidu. Vse ni res, vse covid ni vzrok. Covid je pravzaprav samo razgrnil in prikazal našo resnico, našo vsebino, naših odnosov in naše življenje. Ker če za enega očeta tako hudo, tako nevzdržno, tako zaznoret, ker mora biti doma z ženo in z otroci, to je vendarle treba malo premisliti. Če ne moreš iti v gostilno, če ne moreš iti ne vem kam, to je ta beg. Zasvojenost je vedno, najkrajša definicija zasvojenosti je beg iz odnosov, beg iz življenja. In imamo ogromno število staršev, ki ves čas bežijo iz odnosa, od žene, od otrok. Potem pa skušajo na nek materialni način ali pa na ta kvalitativni, kot sem prej omenil, poskušati kompenzirati, da se pomiri svoja vest. Ne, odnos rabi živega človeka. Jaz ne morem ženi reči, jaz pa grem zdaj v Avstralijo za 1 leto, potem pa pridem domov za 1 teden in bova res kvalitetno tisti teden preživela, potem pa spet grem za pol leta. Ne morem tega reči. Oziroma, če bom rekel, bo rekla žena, veš kaj, pa kar ostane v Sydneyju. Ker za odnos je potreben živ človek in mlad človek rabi živega človeka, mamo in očeta, ki sta tam, ki ga, jaz tako se rečem, oče mora biti doma in dela svoje stvari, mama je doma in dela svoje stvari in otrok je doma in dela svoje stvari. In prav tako, če pogledate obdobje starejših, recimo, kaj je glavna problematika?
Spet, osamljenost. To je že mati Terezija rekla, da je največja bolezen sodobnega časa, ni malarija, pa ni AIDS, ampak je in kolera, ampak je osamljenost. Mi imamo tudi študij socialne gerontologije in gre za izredno problematično podhranjeno področje, ki mu sodobna družba ne namenja pravzaprav nobene pozornosti. Najhuje je biti osamljen in ti je edina zabava televizija. Ja. Ni dobro tega poslušati, mislim slišati. Dr. Kristovič, ko govoriva o teh begih in odmikih od sebe, od odnosov, ste pa tudi zelo kritični do, bom rekla, načina umikanja od odnosov in od sebe, ko se paradoksalno umikamo vase, z neko pretirano ukvarjanje raznimi duhovnimi vsebinami, tehnikami. Ko bi se človek mislil, da to pa vendarle krepi najprej odnos z nami, pa potem odnos z drugimi, kdaj, kako, kdaj to ni v redu? Jaz ne bi dejal, da je to, da ni dobro, je pa precej nevarno. Danes se veliko govori, veliko je te New Age duhovnosti, kot rečemo, veliko je tega, tudi strokovnjaki veliko govorijo o tem, da si je treba vzeti čas za sebe, da se treba s sabo ukvarjati, da sebe treba dati na prvo mesto in tako naprej. Na prvi pogled to drži in človeka prepriča, ampak je tukaj veliko nevarnosti. Zdaj, v čem je ta temeljna nevarnost? Temeljna nevarnost, ki jo vidim tudi tako pri delu z ljudmi, je, da človeka preveč usmerja v samega sebe. Torej, na nek način neki egocentrizem. V angleščini bi rekli me, myself and I. Torej, in gre hitro v neke pretirane analize. Kaj čutim, kaj ne čutim, kako bi moral čutiti in kaj zdaj to pomeni, ker tako ne čutim in zdaj kako me vidijo drugi. Skratka, to neskončno ukvarjanje s samim seboj. Te neskončne zanke, ki človeka vedno bolj vlečejo v samega sebe. Človek je vedno bolj zazrt, se zazira v svoj popek in da imam ta notranji mir, pa notranjo srečo, pa zdaj sem pa našel, pa zdaj sem pa srečen, pa se ukvarjam sam s sabo. Ampak jaz mislim, da je, torej ne da bi bile te prakse a priori same po sebi napačne, ampak jaz mislim, da je en preizkusni kamen. In preizkusni kamen je, ali te prakse, ali ta duhovnost, to, kar dela, pa se nekdo spreobrne, pa najde Boga, pa skratka vse to, je čisto legitimno, ampak temeljno vprašanje pa je, ali me to vleče vedno bolj v odnose, v konkretno življenje, ali me to vleče vedno bolj ven, v neki moj individualni mir. Jaz mislim, da je življenje tisto, ki pokaže, ali sem v redu ali pa ne. In če mi življenje kaže, da nisem v redu, ne vem, če bo pomagalo, da si bom lepo listke, da sem šampion, da sem v redu in tako naprej. Jaz mislim, da človek preko svojih življenjskih aktivnosti, preko svojega dela dobiva tiste potrditve in si gradi svojo identiteto in samopodobo in samozavest. To se najbolj vidi pri mladih. Cele generacije se iščejo. Vsi so izgubljeni. Pa rečem, kako se pa iščete? Oni hodi to, oni diha tako, oni gre... Mladi ljudje, veste, ne? Se nekaj poslušajte, pazite, da še se bolj ne izgubite, kot ste že izgubljeni. Tam reči, povabi sošolko na kavo, pa se boš hitro našel. A veste, kaj želim reči? Ja. Pa idi malo, seveda si mora, da se razumemo, vsi si moraš vzeti čas zase. Jaz osebno recimo, vsako jutro, preden grem na fakulteto, grem 5-6 km intenzivne hoje, pa še malo telovadbe in tako naprej. Tam kredrave, malo pozdravim labode, paračke, pa malo se dam, zdaj vse cveti in tako, in me to tako napolni, psihično me relaksira, duševno, kaj lepega vidiš, da človek malo tako za letom začne dan in tudi kisik pride v možgane in se drugače počutim. Nekdo tako, nekdo drugače. Ampak je pa zelo nevarno ta zazrtost v sebe, v mojo duhovnost in tako naprej. Se spomnim enega očeta, ko je rekel, mama 2 mala otroka, žena pa hodi 4-krat na teden na te neke meditacije ali joge, kaj je rekel, pravi zvečer ona pride domov pa reče, da je polno notranjega miru, je rekel, jaz pa sem zvečer z otroci sam, pa jim mažem pašteto za večerjo. Zdaj vprašanje, či je to dobro ali ne. Tako da tu mislim, da treba biti zelo previden. Spet je tukaj življenje in odnosi tisto, kar me res v globini izpolnjuje in tudi potem drugi to opazijo. Da je študent še boljši študent, da je mož še boljši mož, da še večjo pozornost da ženi in tako naprej.
Skratka, ne da se iti mimo te konkretnosti. Ne? Moje področje je logoterapija, Viktor Frankl, in mene že od prvega dneva, še ko sem bil študent, me tako zagrabila pri njem ta jasnost, ta konkretnost. Jasnost, tudi ljubezen, poglejte. Ni dovolj, da nekdo reče nekomu, da ga ima rad. Mož, žene, prijatelj. Ja, to se mora nekje videti. Tudi roža je zelo fajn, ampak ljubezen je tudi zelo materializirana. To pomeni tudi iti pokositi, iti nesti smeti, narediti. Mame, vse, ki ste mame to dobro vejo, kaj je ljubezen. Kolikokrat se treba vstati, skuhati kosilo in tako naprej. To je tista realnost. Zdaj pa, da pa iščeš neki idealizem, nekje v zraku, v neki mir. Jaz mislim, da je to mir, da se skuha kosilo, pa recimo otroci pojejo, pa rečejo, mami, dobro si skuhala, ali pa mož, v tem smislu, ali pa v službi človek nekaj dobrega naredi, pa imaš pa dober občutek. V tem smislu. Mislim, da nam to malo zmanjka. Življenje. To je tako, kot študent, ko bi moral študirati, potem si celo sobo pospravi, pa vse predale, pa ga vse začne motiti. Mi velikokrat delamo kakšne dobre stvari, mogoče pa ne ravno tisto, kar bi morali. To pa, ker smo vsi zapeljani v to logiko, da treba uživati, pa se imeti fajn. Jaz mislim, da to ni dobra perspektiva, ker v življenju treba velikokrat delati določene stvari in narediti tiste stvari, ker je tako prav. Ne, ker mi paše, in mislim, da je ta logika teh motivacij, pa sreče, pa srečnosti, pa ne najdem motivacije, da je to precenjeno. Mislim, za koliko stvari pa v življenju človek nima motivacije. Je pa kaj se če s tem ukvarjati, če imaš motivacijo ali nimaš motivacije. Stvari ene preprosto treba narediti. Ker je treba narediti. Pika. Torej, ker je tako prav. In mislim, da to treba biti tista neka vizija, perspektiva. In mislim, da je to tudi tista stvar ali področje, ki bi ga morali prenesti na naše otroke, na naše mladostnike, pa tudi o študentih, če že govorimo. Da ene stvari treba preprosto narediti. Tudi, če ni motivacije. Odlično. Jaz verjamem, da nam bo uspelo. In jaz vabim vse naše poslušalce, kot sva že rekla, gledalce, da pridejo po, kako ne rečem, neko dozo oziroma po nasvete in konkretne rešitve tudi na dogodek Večer v živo, se pravi 3. junija v Narodnem domu v Mariboru ob 18. uri. Povejte nam, dr. Kristovič, vsega ne smeva razkriti. Zdaj sva zelo dobro ste zanalizirali, se pravi, trenutno stanje, problem. Dajva mogoče samo malo namig, kaj bomo uslišali, ne vem, na dogodku. Da dava kakšno višnjo ali jagodo. Tako, češnjo ali karkoli. Ja, to so res take življenjske tematike, o katerih bi se dalo ure in ure govoriti in razpravljati. Ja, nekako moja osnovna hipoteza, s katero se raziskovalno strokovno ukvarjam že precej dolgo, je, da sodobni človek ima živeti od česa, nima pa več živeti za kaj. Torej, ne zakaj živim, ampak za kaj. Na srečanju bomo skupaj iskali odgovore ravno na te temeljne izzive, ki sva jih kar nekaj danes omenila, odprla in predvsem, kako in na kakšen način priti do zadovoljnega in s smislom izpolnjenega življenja. Sam namreč mislim, da ni srečen tisti, ki je uspešen, temveč je uspešen tisti, ki je srečen. Namen našega srečanja je oziroma bo ravno to. Ta košček mozaika k osmišljenemu, izpolnjenemu in zadovoljnemu življenju. Tako da se veselim in že komaj čakam. Hvala lepa, tudi mi. Junij bo kmalu tukaj. Jaz vam zahvaljujem za pogovor, želim vam vse dobro. Veliko, tako bom rekla, srečnih, varnih in lepih trenutkov na motorju. Hvala tudi vam za povabilo. Vse dobro, lepe sončne dneve in čim več lepih, čudovitih in usmišljenih trenutkov vam in vsem vašim bralcem in slušateljem. Tako, najlepša hvala, dr. Sebastijan Kristovič. Srečno. Lep pozdrav. Večer v živo
Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.